Stres. Tihi ubijalec, to seveda čivkajo že ptički na vejah, ampak a ste vedeli, da pravzaprav stres ni samo največji ubijalec v današnjem svetu, pravzaprav ubija tako naše psihično kot tudi fizično stanje. In kako zelo je stres povezan tudi s prebavili, pa se bomo danes pogovarjali z Martino, ki je torej v naši oddaji. Martina, lepo pozdravljena. Pozdravljena. Noben ne bi na prvo žogo pomislil stres in črevesje. Kaj ima zdaj to veze? Če meni tam nekdo teži, kaj ima to veze z mojim črevesjem, ne? Ampak zadeva ni tako enostavna. Pa ni, pa res ni. Ni, pa še koliko ima veze s črevesjem. Že kdaj so ugotovili, so delali raziskave, da v bistvu takrat, ko so še rekli depresiji, melanholija, da melanholijo povzroča stanje našega črevesja. Ja. In danes, stres je res, tako kot si rekla, tihi ubijalec. Stres, v bistvu, ko smo mi v tem preživetvenem nagonu boj ali beg, prebava ni prioriteta našega telesa. Takrat se prebava preprosto lepo umiri, in hormoni stresni, ki se pri tem izločajo, eden od teh je recimo kortizol, in ko se raven tega kortizola dvigne, upočasni delovanje našega črevesja in nepravilno se mišice v prebavilih krčijo. Se pravi, to lahko povzroči zaprtost, to lahko povzroči drisko in prepuščanje črevesja na koncu. Ta povezava, ta avtocesta med črevesjem in možgani, ki prenaša vse te informacije, vse ta naša čustvena stanja grejo dol in vse, kar se tle nam noter dogaja v črevesju, gre v možgane. In stres, ki ga mi danes v bistvu, stres je bil včasih nekaj, kar je človek občutil in potem je šel spet nazaj v svoje naravno stanje. Danes je pa v bistvu stres, ne vem, posod, greš zjutraj v službo, je stres. Prijaš v službo, srečaš šefa, je stres. Prijaš domov, imaš otroke, mami to, mami ti nimaš časa. To je en sam stres. In te ravni našega kortizola so vedno dvignjene in dosti ljudi ima zaradi tega težave s prebavo. Boli trebuh, zaprtja, driske, slabo počutje, tlele noter jih vse tišči. In v bistvu je zelo pomembno, da mi spet z večjih vidikov pristopimo k tej rešitvi, kako stresa se izogniti, pač danes ne moremo. Kaj pa lahko naredimo? Lahko pa malo poskrbimo, da to ublažimo. Kako ublažimo? Spet iz večjih vidikov. Jaz sem zelo pristaš holističnih pristopov. Se pravi, nekaj je, kar lahko naredimo z našim telesom, to, da se probamo umiriti, da se fokusiramo, da dihamo. Nekaj je pa to, da poskrbimo za zdravje svojega črevesja. Se pravi, čiščenje črevesja, recimo enkrat, dvakrat na leto s tem preparatom. Naša formula. Ja, tole je super stvar. Mi to dvakrat na leto naredimo eno tako kuro, eno 3-mesečno recimo, jemljemo to pred vsakim obrokom in mi dejansko sčistimo še tiste oblogice, ki so ostale, ki vplivajo na naš mikrobiom in potem hkrati vplivajo na naše možgane. Tako da to bi jaz zelo priporočala. Druga stvar je seveda, tako kot smo že prej rekli, spreminjanje misli, spreminjanje prepričanj, pa še duhovni pristop, ki je pa v bistvu meditacija, povezava z naravo. Vse to nas spravlja nazaj v to naše prvotno stanje umirjenosti in miru. Torej, na tem je treba delati dejansko vsak dan, ker stres je prisoten vsak dan, da bi pa v bistvu se lahko nekako stresu morda na nek način uklonili, oziroma je pa to praktično nemogoče. Ali obstaja neka opcija, da lahko sam sebe, torej v trenutku, ko veš, da bo prišlo do stresa, da te čaka zdaj tam nek sestank s šefom v sosednji sobi, se lahko torej ti mogoče na stresu tu naprej že pripraviš? Lahko. Ja? Lahko, absolutno lahko. Vse tako, kot smo rekli, izogniti se ga ne moreš. Lahko pa dobiš neke skillse, kako se temu reče, se pravi, kako se reče skillse, orodja, bravo, da se s tem lažje spoprimeš.
Ena od teh je, ki smo prej rekli, dihalne vaje. Dihanje nam zelo pomaga, da umirimo ta naš živčni sistem in ta naš vagusni živc, ki je dostikrat v neravnovesju, se pravi, dihanje je ena izmed tehnik. S tem, ko mi spreminjamo svoje misli, ker mi smo dostikrat v mislih, zdaj bom pa šel tja, pa on me bo tam nadrl, pa tisti bo mogel tam narediti in se že sami, preden gremo tja, spravimo v stres. Tako da mi v bistvu s tem, če se zavedamo, da ima vsaka misel, vsak občutek, ki mi izrečemo, ki ga začutimo, ima fizični odziv v našem telesu. Je zelo pomembno, da mi te misli začnemo spreminjati. Tako da, če veš, da boš tam doživel nek stres, da se umiriš, da dihaš in da probaš z mislimi, zmogel bom jaz to. Zmogel bom, ker sem na to pripravljen, ker sem se tega učila, ker to znam, ker to zmorem. In takrat celo naše telo odreagira drugače, takrat se ti tudi postaviš drugače. Tudi drža naša izraža nekaj, ali se ti držiš tako, ali se ti držiš tako. Možgani to prekopirajo in ti se avtomatično lahko počutiš drugače. Zdaj, zanima me še, velikokrat se govori, torej ko govorimo o stresu, se omeni tudi beseda travma. Zdaj, v kakšnem smislu pravzaprav je travma povezana s stresom, če je to nekaj, kar se nam je že zgodilo? Kaj je problem, da to nosimo s sabo? Ali kaj? Ja, travma je nekaj, mi dostikrat mislimo, da je travma nekaj, kar se nam je groznega zgodilo, neka, poškodba, prometna nesreča. Ampak ne, travma je nekaj, kar se nam je nekaj zelo subtilnega, v bistvu nekaj zelo običajnega. Vsakič, ko si kot otrok zanikal svoj pristni jaz, zato da si mogel ugajati, zato da bi bil sprejet. Kot otrok imaš ti eno samo željo, da bi bil sprejet, da bi bil ljubljen. In zato, da to dobiš, spet razviješ kup enih prilagoditvenih metod. In vsakič, ko neko metodo prilagoditveno v bistvu razvijaš, postajaš, se skriješ in si neviden, ugajaš, ne znaš reči ne. Čutiš pa v sebi, da nekaj ni okej, ne? Torej, izdaš svoj pristni jaz. In vsakič, ko izdaš svoj pristni jaz, je to v bistvu neka travma in ti dobiš prepričanje, da se moraš izdajati sebe zato, da bi ugajal, zato, da bi bil sprejet, zato, da bi te videli, zato, da bi bil ljubljen. In to je v bistvu travma. In vsi nosimo travme v sebi, vsi. In ker te otroške travme v bistvu že od majhnega vplivajo na naš živčni sistem. Pa še vsakdanji stres, zato je toliko pomemben ta zdravje našega mikrobioma, zdravje našega črevesja. Ker je to toliko vse povezano med sabo. Veliko več, kot si mislimo. Zdaj, živčni sistem, še ena stvar mi je v bistvu podpoglav, ki jo je, se mi zdi, zadnja leta oziroma obdobja vse več in preveč, in to je anksioznost. Zakaj se v bistvu anksioznost tako pojavlja? Je to mogoče nek alarm, da ne zmoremo shendlati toliko stresa, kakor ga je okoli nas? Kaj je rezultat, da dobimo anksioznost? Res me zdi, ker tega včasih ni bilo tako, kot je zdaj. Dobro, se moramo vedeti, da je tudi okolje, v katerem živimo, zelo drugačno, kot je bilo včasih, ker se to toliko hitro spreminja. V zadnjih 5 letih se je toliko spremenilo. Mi imamo toliko enih informacij, mi smo bombardirani s toliko enimi, to bi mogel, tisti bi mogel, vse bi mogel, moraš biti perfekt. In to povzroča znotraj nas anksioznost, stres, zraven tega pa pridobiš, ne rodiš se z anksioznostjo, ne rodiš se z občutkom, nisem dovolj dober. Naučiš se ga. Naučiš se anksioznosti, zato ker so ti rekli, poglej, špelca je pa toliko boljša, kot ti. Bom jaz namesto tebe naredila, ker ti si še premehna, ker ne zmoreš. In potem dobimo občutek, da vsega nas je strah, česarkoli bi se lotili, svet je nevaren tam zunaj. Življenje je za nas nevarno tam zunaj. Boljše je ostati tle, pa ne probati tega, pa ne probati tega, ker ne. In potem razvijamo seveda, družba nam pa pri tem danes pa še kako pomaga. Res je. Zdaj, zanima me še za sam konec, ali obstaja
vrsta stresa, za katerega se mi sploh ne zavedamo, da je stres, pa dejansko nas močno stresira, ampak sploh noben ne pomisli na to in je v bistvu to zadeva, na katero nas lahko zdaj ti opozoriš, ne? Da bomo v prihodnje torej malo bolj pozorni, ne? Ker ne vem, če se zavedamo vsega, kako v bistvu okolica vpliva na nas, ne? Torej, da je čisto vsaka stvar lahko stresna. Ja, v bistvu je vsaka stvar lahko stresna, čisto vsaka. Zato mi moramo razviti nek notranji steber, ščit, neko notranjo modrost, da ne bom rekla zdrave kmečke pameti, da boš rekel, lej, ti to govori, ampak do mene to ne bo prišlo. Da se mi ne zlomimo pred vsako kritiko, ker danes te kritizira lahko vsak, ti daš eno objavo na socialno mrežje, ti bo nekdo napisal, pa kaj se greš, tebe lahko to zelo prizadane, a ne? Ampak prizadane v bistvu tega tvojega notranjega otroka, ki je še vedno v tebi not. To malo punčko prizadane. In mi se moramo ločiti od tega mehkega otroka, pa danes reči, lej, ti si lahko misliš, kar si češ, ampak to je moje, to sem jaz, tako se jaz izražam. In ta trdnost, ta notranji steber je toliko zelo pomemben, da smo mi zelo v tem, da stojimo za tem, kaj smo in kdo smo. Čudovit zaključek, Martina, hvala lepa. Tako, drage gledalke in cenjeni gledalci, kot ste videli, torej je tudi stres nekaj, na kar lahko vplivamo oziroma se vsaj malce pripravimo in ga seveda vsakodnevno blažimo. Meditacija, torej zdrava hrana, poskrbeti za črevesje, poskrbeti za naš notranji mir, za vse to in še več pa seveda najdete več informacij na klepetobkavi.si.